V petek 16. aprila so Mladinski center Dravinjske doline obiskali predstavnika ministrsko-poslanske skupine Zares, Vito Rožej in Franci Kek, predstavnica British Councila iz Ljubljane, Danila Beloglavec in predsednik občinskega odbora stranke Zares, Anton Noner. Obiskovalci so si najprej ogledali prenovljene prostore. Veliko zanimanje so pokazali predvsem za novost v prenovljenih prostorih, to je infotočko, ter za izvajanje programa Evropske prostovoljne službe. Direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline Laura Kranjčan je vsem obiskovalcem na kratko predstavila delovanje Mladinskega centra in širok nabor aktivnosti in projektov, ki se izvajajo pod okriljem zavoda že dobrih 10 let. Obiskovalci so bili seznanjeni s projektom Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, v katerem sodeluje 23 konzorcijskih partnerjev iz celotne Slovenije, pri čemer igra Mladinski center Dravinjske doline vlogo poslovodečega partnerja in nosilca projekta. Seznanjeni so bili tudi s težavami in zapleti pri financiranju omenjenega projekta ter obljubili pomoč pri posredovanju na Ministrstvu za šolstvo. Mladinski center Dravinjske doline se je v razpisu prijavil na temo Medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur z imenom projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Po temeljitem pregledu in oceni strokovne komisije je bil projekt sprejet. Temeljni cilj imenovanega projekta je vzpostavljanje pogojev za sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu skozi aktivnosti, ki pri mladih lahko razvijajo in krepijo občutek skupnosti, pripadnosti ter vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Ciljna skupina so mladi od 13 do 19 let, zato so v projekt vključene mladinske organizacije, osnovne in srednje šole. Gre za povezovanje in utrjevanje sodelovanja ter izmenjavo izkušenj med formalnim in neformalnim sektorjem izobraževanja in usposabljanja. V polnem teku je že program usposabljanja mladinskih delavcev na temo Medkulturni dialog. Projekt bo trajal 3 leta, od 2009 do 2012 in vsako leto bo v aktivnosti mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga vključenih preko 500 mladih. Po končnem izboru in usposabljanju bo 55 oseb pridobilo status mladega ambasadorja medkulturnega dialoga in bodo predstavljali eno od držav Sveta Evrope ali mediteranskih držav. Prvih 55 ambasadorjev bo izbranih letos v mesecu oktobru. Promovirali in predstavljali bodo kulturne značilnosti izbrane države in s tem aktivno spodbujali dostopnost in radovednost za raziskovanje kultur, ki se od večinske razlikujejo. V sklopu projekta se izvaja tudi 5 modulov za spodbujanje dostopnosti kulture in umetnosti pri vseh partnerjih mreže. To so razstave v Fast Art Kiosk oziroma Kulturni inkubator, Festival dnevi islamske kulture v Sloveniji, Festival dnevi romske kulture v Sloveniji, predstavitve tujih držav v modulu Dovolite, da se vam predstavimo in seznanjanje z literarnimi dosežki umetnikov iz drugih držav v modulu Gostovanje tujih literatov.